Sredi gozda ga je bilo nemogoče spregledati. Strupena oranžna barva, črna 17-palčna platišča in dinamične linije. To je novi Subaru XV. A takoj, ko je pritegnil naš pogled, smo mu hoteli zastaviti cel kup vprašanj. Kakšen avtomobil sploh je XV? Je to res le dvignjena impreza? Je to novi Subarujev nišni crossover? Kakšnim voznikom je dejansko avtomobil namenjen? Kateri so njegovi aduti in kakšne so pomanjkljivosti? Veliko vprašanj, odgovori sledijo. Subaru je že imel imprezo XV, ki pa je bila le impreza za nekaj dodane plastike. Njen naslednik je naredil korak naprej. XV je sicer še vedno impreza, toda za 22 cm oddaljenosti od tal zdaj nudi precej več. Zato XV ne poraja le vprašanj, ampak nudi tudi odgovore. To zagotovo ni vsakdanji ali dolgočasen križanec. Oblikovno na cesti izstopa in skrbi za vpadljivost. Njegova ciljna skupina niso le klasični subaristi, temveč naj bi z nekonvencionalnimi in drznimi linijami XV trkal na dušo tudi mlajšim kupcem. Kam nam bi ga torej njegovi lastniki lahko zapeljali? Pot smo za XV-jem začeli v mestu, kajti avtomobil imprezine velikosti zanj ni prevelik. Zvedno majhen je tudi obračalni krog. A ker verjamemo v Subarujev stalni štirikolesni pogon, bi XV-ja vseeno raje postavili na podeželsko ali celo makadamsko gozdno cesto. Pravo okolje zanj so pač ovinki. Tam se XV pelje bolj kot avtomobil kot športni terenec. Bližje lastnostim impreze kot že znanih SUV-jev, Foresterja ali Outbacka. Le najšibkejša motorna različica je na voljo z reduktorjem. Motorni downsizing pa se pozna tudi pri zmogljivostih. Vsaj testni XV ima tudi veliko hibo. To je samodejni menjalnik CVT, ki je počasen in s svojim delovanjem ne gre skupaj z dinamično podobo športnega križanca. Poraba 2-litrskega bencinskega motorja je bila dobrih 10 litrov. Moči ni malo, želeli pa bi si več uporabnega navora. Je to posledica menjalnika? Morda. Vozniki, ki jim je dinamična vožnja tuja, bi bili z njim lahko celo zadovoljni. Toda XV je najbrž res namenjen drugačnim kupcem. Taki, ki bi se v XV-ju želeli 2-litrski dizelski motor in ročni 6-stopenjski menjalnik. Torej, poskusili smo odgovoriti na vprašanje o XV-jevi zunanjosti in namembnosti. Kaj pa njegove omejitve? No, začnemo lahko pri skupnem imenovalcu podobnih crossoverjev, ki pa ga njihovi lastniki vzamejo v zakup. To je seveda prtljažnik. Če odmislimo prtljažnik, je prostora v avtomobilu toliko, kot ga pričakujemo od impreze, torej avtomobila v golfovem razredu. Notranjost je umirjena in v nasprotju z zunanjostjo ne prinaša večjega oblikovnega preskoka. Predvsem na zadnjih vratih je veliko plastike, občasno šepa tudi kakovost končne izdelave. Na sredinskem digitalnem zaslonu je mogoče poleg vzvratne kamere spremljati tudi nekaj parametrov varčne vožnje, delovanje štirikolesnega pogona in razdelitvijo navora med 4 kolesa. A ker je XV od tal oddaljen več kot Forester, pogrešamo terenske pripomočke. Želeli bi si prikaz naklona, sistem za spuščanje po klancu navzdol, morda tudi pomoč pri speljevanju v klancu. In to pri XV-ju prinaša dvom. Torej, končna sodba in končni odgovori. XV je poseben, vpadljiv in zanimiv avtomobil z odličnim pogonom. Ni za družine z otroci, niti ne za tiste, ki potrebujejo vozilo za pravi teren. Zato pa je lahko XV prava izbira za tiste, ki se želijo vpadljiv avtomobil, zanesljiv štirikolesni pogon in jim ni mar za prtljažni prostor. Morda za skok na vikend ali izlet v naravo. XV konkurence med podobnimi križanci ne manjka, vendar pa se od njih razlikuje. Medtem ko gre trend pri ostalih proizvajalcih crossoverjev le še v dvokolesni pogon, XV ponuja le štirikolesnega. Bi lahko s tem adutom presegel svojo nično zasnovo.